delamo bilanco za Slovenijo kot družbo, kot skupnost, pa pri mnogih točkah pridemo nazaj na izhodišče. Vidimo, da številne stvari, ki niso bile opravljene takoj po prvih svobodnih volitvah, pa bi morale biti. In se je takrat tudi vedelo, da morajo biti, se o tem pisalo, je to v programih in vizijah. In obstajalo tudi neko širše soglasje, da je treba to narediti preko takratnega demosa. Tudi veliko volivcev strank socialističnega samoupravljanja je pričakovalo neke spremembe v smeri normalizacije in je bilo naklonjeno v tistem prvem času. Se je zdelo samo po sebi umevno, da bo do nekih korakov prišlo. Vendar do tega ni prišlo zaradi rezultatov, kakršni so pač bili. In predvsem zaradi tega, ker pač demos svojega cilja ni dosegel. Po prvem krogu volitev se je še upalo, da bo tukaj dvotretinska večina. Vendar jo, seveda, kasneje ni bilo izkazalo se, da je celo navadna večina težko doseči, ko gre za res pomembne odločitve. Torej, kot družba je za nami nek čas, kjer dejansko številne priložnosti niso izkoriščene, ni čas v tem uvodu, da bi šel na nek daljši sprehod čezne. Je ključni problem, ki ga imamo po 20 letih in je morda še večji, kot je bil 20 let nazaj, je to, da se pravzaprav ne ve pri nas, kaj je prav in kaj je narobe. Da ni nekega stanja, v katerem bi se dalo to že na nek način na podlagi zdrave pameti jasno ločiti in na tej osnovi tudi ravnati. Jasno se še ločuje v pogovorih in v razmišljanjih ljudi, vendar pa v konsekvencah ravnanja tega seveda ni. In takšnega stanja ne morate popraviti z nobenimi zakoni, če se načrtno goji. Oba moja predgovornika sta že omenjala nek vrh ledene gore v smislu oziroma obliki tega dejansko škandaloznega odlikovanja, državnega odlikovanja zadnjemu vrhovnemu šefu tajne politične policije v Sloveniji. Kogarkoli sem srečal v Evropi izven Slovenije in me je sprašal po teh rečeh, kako je možno, da je Ljubljana ob 20. obletnici padca Berlinskega zidu dobila Titovo ulico, ali kako je možno, da je zadnji šef UDBE dobil državno odlikovanje. Tega enostavno ni dalo pojasniti. Ta dejstva ne gredo v kontekst imidža, ki ga ima Slovenija kot neka dokaj hitra tranzicijska država ali pa ki ga je imela. Vprašanje je bilo vedno, kako je možno, da je ravno Slovenija prešvercala toliko nostalgije po nekdanjih časih, s katerimi bi morala prelomiti pred 20 leti. Ampak če ti to zasluži aplauz, ker je to zelo tragično ugotovitev in mi je zelo žal, da sem šel čez številne situacije, ko tudi jaz nisem znal pojasniti, kako je to možno. Tako da se mi zdi, da je pri iskanju odgovorov na to vprašanje dejansko treba iti nazaj na izhodišče in videti, kaj so drugi naredili, pa nismo v teh 20 letih. In zakaj nas ta preteklost še vedno preganja. Včeraj dnevno časopisi objavilo navidezno šokantno novico o tem, kako se nekatera gradbena podjetja v Sloveniji dogovarjajo za posle, ko je nastal nek kartel. In danes se vsi ukvarjajo z komentiranjem tega dejstva. Čeprav je to znano že odkar Slovenija gradi avtoceste. Leta 2007 je slovenska policija in tudi drugi organi začeli veliko preiskav sumov kaznivih dejanj v gradbenem lobiju, ker je
prišlo ogromno indicev, da zelo konkretnih, kaj se pač tam dogaja in da se velik del teh sredstev, ki jih slovenski dokoplačevalci danes in jih bodo tudi prihodne generacije, ko gre za kredite, namenijo za izgradnje avtocestnega križa, preliva v bypass podjetja, preko katerih se kupuje in lastini ta ista gradbena podjetja. Preiskava je zelo hitro našla veliko dokazov za ta dogajanja in če bi bila Slovenija normalna država, bi vsi ti ljudje morali biti že pravnomočno obsodeni. Ampak z nastopom nove vlade se je začela neka druga preiskava. Slovenska policija od začetka lanskega leta preiskuje tiste, ki so preiskovali gradbene posle. Davčni inšpektori, ki so opravili davčni pregled v SCT-ju, so bili zaslišani, v tem smislu, kdo jih je tja poslal. Policisti, ki so opravili preiskavo gradbenih podjetij, so bili zaslišani, zakaj so ravno to delali. Policija je prišla celo do državnih sekretarjev, mislila celo do ministra za finance, ki so ga želeli, ki so ga povprašali, če kaj politično vplival za to, da je policija delala preiskavo v te gradbenih podjetij. Cel aparat se ukvarja in se verjetno še ukvarja kljub temu, da smo postavili nekaj poslanskih vprašanj na to temo. S tem, zakaj se je začela preiskava cestnega lobija. Ki je še vedno funkcionira tako, kot je očitno funkcioniral, malo se je zatreslo za nek trenutek, potem se je to nazaj spostavilo. In v ta dogajanja, o kateri smo prej govorili, so naplavila tudi botra tega lobija, to je gospoda Zemljariča, ki očitno še vedno koordinira te stvari. Zato je to nedotakljivo. Me prav zanima, kaj se bo zgodilo zdaj. Ko je objavljen nek dokument, ki je razkril neko splošno znano dejstvo, da je cesta dolg. To je pač ta naša slovenska stvarnost, ki se dogaja zato, ker mnoge stvari funkcionirajo še vedno tako, kot so pred 20 leti. Sem zelo vesel, da je danes z nami predsednik vlade, vendar pa med nami ni tisti, ki vladajo. Z njimi pravzaprav ni možno razpravljati, ker so v ozadju, vsake tok časa, kakšen dobi državno odlikovanje, podeva stvari tečejo za kulisijo naprej. Danes je 14 članov moje vlade v takšnih ali drugačnih postopkih. Ne mine teden, da nekdo od nas ne bil na nekem zaslišanju in vidim kolega Simonitija, ko se nasmiha. Za razne zadeve. Za takšne banalne stvari, da se bo kosmili. Milijarde, ki so šle prek kartelnih dogovorov v cestnem lobiju, to pa je nedotakljivo. Neverjetno veliko časa ima policija za to, da se ukvarja z bivšo vlado. Smejali bi se vsi, če vam naštejem zaradi česa. Moji kolegice in kolegi, tudi jaz sam v raznih postopkih, iz katerih seveda ne bo nič, ampak nam to jemlje čas. In tudi izkazuje neko oblastniško aroganco.